Zakaj se je podjetje Letrika odločilo za lokalno prisotnost v Indiji? Ja, indijski trg je eden večjih svetovnih trgov in ne moramo si predstavljati svetovne globalne konkurenčnosti brez prisotnosti na indijskem trgu. Je pa indijski trg poseben z tega vidika, ker dejansko so cenovni nivoji precej nizki v povprečju z ostalimi svetovnimi trgi, tako da je edina možnost, da nastopaš na indijskem trgu za naše izdelke, da tam tudi proizvajaš. In edina možna uspešna proizvodnja je tudi, da vse sestavne dele in komponente kupuješ na indijskem trgu, tako da odločili smo se, tam moramo biti in tako da smo se odločili za to skupno naložbo, joint venture v Indiji, z indijskim partnerjem Roots Industries. Dejansko je sam proces poteka več kot 2 leti. Prejšnji teden je stekla poskusna proizvodnja, v letošnjem letu bo zadnje mesece stekla redna proizvodnja. Zaenkrat smo zelo zadovoljni z našo naložbo in tudi dolgoročno imamo velik interes in verjamemo, da bo to podjetje uspešno delovalo. No, kot sem že omenil, pogoj za uspešno delovanje podjetja je lokalizacija. Mi planiramo nekako več kot 90% vseh komponent kupiti na indijskem trgu, ker sicer je indijsko tržišče preveč zaščiteno in je nemogoče profitabilno poslovati. Kako svetujete malim in srednje velikim slovenskim firmam, da najdejo pravega partnerja v Indiji? Jaz bi svetoval tako, da več časa porabijo za izbiro partnerja, zelo previdno, da kot pa potem za recimo ni primerno recimo oziroma da bi se prenagljali in je to en tak kritičen moment pri postavitvi podjetja v Indiji. Zdaj, kaj je pri tem mogoče pomembno? Za nas je bil pomemben tudi ta vidik, da ima indijsko podjetje mednarodne izkušnje, tako da potem stvari se da lažje dogovoriti, lažje zorganizirati in to je bil tudi eden izmed pogojev. Mogoče bi bil to en tak nasvet. Drugače pa mi smo se odločili za nekako za naložbo 50-50 skupno podjetje, tako da smo na ta način tudi indijskega partnerja zmotivirani in smo oboji zainteresirani, da bi to novo podjetje lepo delovalo. To je mogoče tudi tak nasvet za razmisliti, ker zelo težko je iti sam brez nekoga, ki zelo dobro pozna predvsem lokalno zakonodajo, potem načine dejansko dela z ljudmi tam, motivirane, nagrajevanja. To so take specifike na indijskem trgu, ki dejansko so drugačne kot pri nas in rabiš nekoga, da ti pri tem pomaga.